najširšem smislu, lahko razpisne priložnosti, ne samo razpise, tudi natečaje pa pozive, razumemo na vseh področjih kot mehanizme izvajanja javnih politik. Javne politike se običajno določajo z strateškimi dokumenti, kot so na področju kulture Nacionalni program za kulturo, ki ga žal nimamo že od leta 2017, naslednji pa bi moral veljati po spremembi ZUJIK iz leta 2016, bi moral veljati za 7-letno obdobje. V okviru teh strateških dokumentov so natančneje opredeljeni te mehanizmi izvajanja javnega interesa, ki ga z denarjem pravzaprav vseh nas, davkoplačevalcev, država izvaja na različnih področjih. Na področju kulture je javni interes opredeljen z Zakonom o uresničevanju javnega interesa v kulturi kot krovnim zakonom za področje kulture in pravilnikom o strokovnih komisijah. Strokovne komisije so pomembne zato, ker so na nek način zunanji izvrševalci javnega interesa oziroma ocenjevalci vlog. Žal z zadnjimi spremembami pravilnika o strokovnih komisijah in njihovo sestavo, nekje, če poenostavim, nekako postala še bolj neposredno podrejena izboru političnega vodstva vsakokratne koalicije in vlade oziroma ministra za kulturo. Torej, razdeljevanje sredstva naj bi v idealnem sistemu predstavniških liberalnih demokracij razdeljevali na podlagi mnenj strokovnih komisij s kulturnimi politikami, prioritetami in strokovnimi kriteriji, pa naj bi jih sooblikovali tudi kulturne politike oziroma politična vodstva, javni pooblaščenci oziroma nosilci javnih pooblastil, ne samo na področju nacionalnih držav, pač pa tudi lokalnih samouprav, evropskih integracij in tudi drugih mednarodnih organizacij in združenj. V grobem torej rečeno so razpisna sredstva na nek način možnost participacije pri izvajanju javnih politik, kar torej enako velja tudi na področju kulture in kreativnih industrij, o katerem bo danes primarno govora. Še posebej na področju kulture in kreativnih industrij, zanje predvsem značilna ta izrazita multisektorskost oziroma, kako bi temu rekel, multipojavnost različnih pravnih oblik in ne nazadnje tudi posameznikov, ki so v različnih statusih. Lahko imajo status samozaposlenega v kulturi in so s tem nesporno v javnem interesu na področju kulture, saj so ta status pridobili na podlagi kriterijev, s katerim so izkazali ta javni interes. In tudi za njih, za samozaposlene v kulturi, obstajajo posebna razpisna sredstva, ki izločujejo vse ostala prijavitelja. Enako obstajajo posebna sredstva tudi za posameznike in nevladne organizacije, nepridobitne organizacije na področju kulture. In enako obstajajo tudi razpisna sredstva za pridobitne organizacije oziroma podjetja na področju kulture in kreativnih industrij. V vsakem primeru je golo dejstvo, da se tudi vloge na področju kulture in kreativnih industrij često izmenjujejo. Kaj s tem mislim? V določenem primeru, ko je razpis za nepridobitne organizacije, je ta prijavitelj, pa so samozaposleni v kulturi ali drugi posamezniki v kulturi lahko v vlogi podizvajalcev oziroma izvajalcev posameznih aktivnosti tega projekta. Enako podjetja. V nasprotnih primerih je lahko prijavitelj podjetja, pa na trgu ne more dobiti ustreznega znanja ali kompetenci z kulturno-umetniškega področja, pa se lahko v vlogi podizvajalca ponovno pojavijo ali samozaposleni v kulturi ali nevladne organizacije z področja kulture. Sodelovanje na razpisih najprej omogoča širjenje kroga ljudi in poznanstev, sodelovanja z različnimi institucijami. Mreženje je vendarle ena od ključnih oblik delovanja
na področju kulture in kreativnih industrij. Pomembne so finance, še posebej, ker ne dvomim, da številni tudi, ki nimajo uradno priznan status, da so v javnem interesu, kot ga imajo posamezne nepridobitne organizacije ali samozaposleni v kulturi, delujejo v javnem interesu na področju kulture in kreativnih industrij, to lahko izkažejo ali pa potrdijo z uspešno prijavo na razpisne možnosti na področju kulture in kreativnih industrij, ki jih razpisujejo javne ali pa zasebne ali pa stanovske ali pa kakšne druge organizacije in inštitucije. Nadalje so razpisi gotovo pomembni tudi za reference. V projektnem svetu velja neka logika, da je potrebno začeti spodaj, na začetku, tako kot v idealih neoliberalnega kapitalizma, oziroma McDonald'sa, kjer vsak začne kot najnižji del verige. Tudi v projektnem svetu so izjeme od tega pravila redke, saj vendarle poznamo neke osnovne projektne korake, oziroma osnovne, enostavne enoletne projekte, ki so nekako osnova za vstop v večletno projektno financiranje, kasneje pa lahko nenazadnje tudi v programsko financiranje, ki je mogoče najbolj primerljivo financiranju javnih zavodov in drugih inštitucij na področju kulture in kreativnih industrij. Sodelovanje na razpisih pomembno preprosto tudi zaradi tega, ker če ne preveriš svoje ideje, projekta, programa, česarkoli na razpisu, to pač pusti več možnosti za politično izbiro oziroma več možnosti za tiste, ki pa se od tebe oziroma vas oziroma vaše organizacije razlikujejo zgolj v tem, da nenazadnje so poskusili in so se prijavili. Tako da razlogov zakaj vstopiti v svet izvajanja projektov, po mojem ne manjka. Je pa dejstvo, da je to neke vrste svet, v katerem je potrebna stalna prisotnost oziroma stalno spremljanje. Ne samo dogajanja najav in objav razpisov, ampak tudi strukturnih sprememb, ki se dogajajo, kot naprimer smo jim priča na področju Evropske unije z novim programom Ustvarjalna Evropa v naslednjem finančnem obdobju 2021-2027, v katerem beležimo kar 80% povečanje sredstev glede na prejšnjo finančno perspektivo, pa hkrati še pomembno podporo manjšim, manj razvitim oziroma z manj prometa organizacijam z področja kulture in kreativnih industrij, saj se stopnja sofinanciranja strateško iz dosedanjih običajnih 50% zvišuje na 80% sofinanciranja za manjše projekte, srednje 60%, veliki pa ostajajo še naprej na 50%. V grobem razpise delimo na njihov izvor. Lahko prihajajo iz javnih sredstev, lahko prihajajo iz zasebnih sredstev in lahko prihajajo iz sredstev različnih stanovskih organizacij, ki jih te zbirajo na podlagi lastnih prihodkov ali naročnine. Kar se tiče javnih sredstev, je vstopna točka na področju kulture in kreativnih industrij gotovo Javni sklad za kulturne dejavnosti Republike Slovenije, kot geografsko najbolj razseljena in gosto poseljena območna organizacija ljubiteljske kulture. Potem pa gotovo enoletni projekti na področju kulture, kot osnovni mehanizem izvajanja javnega interesa na področju kulturne politike, sledijo večletni projekti in potem programsko financiranje. To govorim o Ministrstvu za kulturo. V okviru lokalnih samouprav je kultura najmanjkrat pogosto organizirana v poseben oddelek za kulturo, kot je to primer v večjih mestnih občinah, denimo v Mestni občini Ljubljana. Ponavadi je združena v okviru skupnih oddelkov za še šport, turizem ali nedružbene dejavnosti ali kaj podobnega. Vendarle pa tudi na lokalnih ravneh ob enoletnem projektnem financiranju v zadnjem času pripoznavajo
potrebo poklicnih nevladnih organizacij na področju kulture in se odločajo tudi za večletna programska sofinanciranja delovanja nevladnih organizacij in posameznikov v kulturi in kreativnih industrijah. Na regionalni ravni še posebej Evropa spodbuja nastanek tako imenovanih makroregij, obstajajo številne priložnosti. V Sloveniji govorimo o 12 statističnih regijah, žal pa regionalna zakonodaja kot taka ni posebej zaživela. So pa posamezne razpisne priložnosti tudi v okviru evropskih programov za sodelovanje s sosednjimi državami ali za obnovo in mednarodno obnovo in razvoj, za sodelovanje z tako imenovanim manj razvitim svetom. Nacionalne države so na območju Evropske unije ohranile primat nad skrbjo za nacionalno oziroma kulturo in umetnostjo nasploh. Kljub temu se je v okviru Evropske unije in delovanja Evropske komisije razvilo kar nekaj mehanizmov sofinanciranja projektnega delovanja, predvsem pa mreženja, kroženja umetniških del v Evropi in spodbujanje konkurenčnosti akterjev na področju kulture in kreativnih industrij. So se izoblikovali ključni programi, med katerimi izpostavljam Ustvarjalno Evropo oziroma 2 njegova podprograma Medija in kultura. Hkrati pa so se izoblikovali tudi več njih mrežne stanovske organizacije na področju kulture, kot je denimo Culture Action Europe ali pa recimo regionalna organizacija, katere član je tudi društvo, asociacija, kooperativa, ki deluje na področju kulture in kulturnih politik držav jugozahodnega Balkana. Tudi te stanovske organizacije včasih ponujajo razpisne priložnosti za področje kulture in kreativnih industrij. Prav tako pomembna pa so tudi sofinanciranja na podlagi že odobrenih evropskih projektov. Običajno enkrat letno razpis za sofinanciranje evropskih projektov z področja kulture objavi Ministrstvo za kulturo, kar pogosta pa so tudi tako imenovana brezobrestna oziroma maloobrestna ugodna posojila za podjetja, nevladne organizacije, ki so dobila odobren evropski projekt, a je za črpanje sredstev predpogoj, da mora biti ta tudi izveden in v celoti plačan. Take kredite pa zagotavljajo javni skladi, kot so Slovenski podjetniški sklad ali Slovenski regionalno-razvojni sklad. Ko se enkrat v vaši organizaciji ali vi osebno odločite, da bi se vendarle želeli preizkusiti na določenem razpisu oziroma razpisni priložnosti, je vsekakor potrebno določena predpriprava oziroma študija področja, na katerem delujete, in na nek način raziskava, kakšne pravzaprav so vse možne razpisne možnosti na vašem področju. Nekaj sem jih že prej naštel. Pri samem prijavljanju na razpise je nujno vedeti, da včasih so razpisi najavljeni tudi par mesecev prej, vendar ni nujno. Včasih vedno razpisi so objavljeni na spletnih straneh institucij. Podatke o razpisih za področje kulture in kreativnih industrij je pravzaprav nemogoče najti na enem samem mestu, že zaradi narave različnih oblik pravnih oseb in akterjev, ki na področju delujejo. Zato je nujno tudi gledati več virov. Dobro je gledati tudi ob recimo najbolj čestih virih, kot so razpisi.info. Je dobro spremljati tudi newsletterje, obvestila stanovskih društev in organizacij. Tak je za področje kulture, kulturosfera od društva Asociacija. Svoje člane o razpisih pa obveščajo tudi gospodarska združenja in stanovske zbornice, kot so gospodarska ali obrtna zbornica. Naslednja faza razpisa je rok, do katerega je
potrebno razpis prijaviti na časovnici najav oziroma na časovnici pomembnih točk vsakega razpisa. Potem so točke še rok, do katerega bo komisija sporočila svojo odločitev. Za razliko od roka oddaje, ta rok ponavadi ni določen natančno, vendar pa je vedno, kadar je možnost pritožbenega roka, prijavitelj obveščen, preden je javno objavljeno, kdo so prejemniki sredstev na posameznem razpisu. Potem so časovni roki še začetek izvedbe in zaključek izvedbe in roki poročanja izvedenega sofinancerju. Roki poročanja se zelo razlikujejo od razpisne dokumentacije odvisno. Lahko govorimo o končnem poročilu, statističnem poročilih, o vmesnih poročilih, različno. Pogosto so ta poročila vezana tudi na izplačila, ali o teh lahko govorimo, počasi govorimo o predplačilu, potem govorimo o vmesnih izplačilih, tako da stvari se od vsake dokumentacije razpisne do naslednje bistveno lahko razlikujejo. Zato prihajamo do naslednje pomembne reči, ki je dokumentacija razpisa. Ta je običajno sestavljena iz besedila razpisa, iz prijavnih obrazcev, v nekaterih primerih pa še iz dodatnih izjav oziroma vlog, ki jih mora priložiti prijavitelj, pa tudi vzorca pogodbe in še včasih kakšnih drugih reči, v posameznih primerih celo obrazca, ki ga je potrebno sprintati in nalepiti na pošto, ki je kot tak edino veljavna oddana pošiljka. Zato so pogoji pošiljanja, še posebej v kakih primerih, kjer je vloga in elektronska in poštna, zelo pomemben faktor uspeha, ki lahko ne glede na kvaliteto prijave bistveno vpliva na morebiten neuspeh. Zelo dobro je pri pisanju vsakega projekta prebrati tudi, na podlagi katerih strateških dokumentov ali vsaj glavnih njihovih ciljev in prioritet je ta razpis razpisan, oziroma na kater problem pravzaprav skuša vplivati. Glavnina prijave, v glavnini prijave je potrebno pristaviti svoj lonček v smislu, da se ponudi rešitev oziroma prispevek k nekemu problemu oziroma k nečemu, zakaj je razpis namenjen, v smislu izvajanja oziroma uresničevanja javnega interesa. V zaključku oziroma prav tako glavnini teksta se navezujemo še na vse sporedne oziroma stranske dokumente, ki jih razpisna dokumentacija zahteva. Običajno so to že omenjene reference, biografija oziroma CV. V posameznih primerih je zahtevano tudi motivacijsko pismo, ki je v bistvu zelo pomemben del vsake prijave, ki ga zahteva, ker je nenazadnje to eden od prvih dokumentov, ki ga prebere strokovna razpisna komisija. Še posebej pa je to pomembno v primerih, ko je ta sestavljena iz zunanjih strokovnih evalvatorjev, kot je primer v praktično vseh razpisih Evropske unije. Zato enako pomembno je upoštevati tudi neka pravila čistega in lepega, splošno razumljivega jezika. Hkrati pa že pri pisanju prijave nujno razmišlja tudi o sami izvedbi. Veliko ljudi ne loči razlik med rezultati in kazalniki projekta. Tako kot v projektu predvidimo rezultate, to je tisto, kar na koncu dejansko bo, predvidimo tudi kazalnike. Kazalniki pa so merila, po katerih ugotavljamo oziroma spremljamo, ali dosegamo rezultate. Vaša prijava bo praviloma uspešna, če bo v svojem besedilu vključila vse ključne cilje in usmeritve posameznega razpisa oziroma posamezne institucije, ki ga je razpisala oziroma ki zanj namenja javna sredstva. Obstaja reklo, da takrat, ko si uspešen na razpisu, se tvoje težave pravzaprav šele začenjajo. Razpisna izvedba zahteva obilico dodatnega dela, zahteva sprotno spremljanje, beleženje in evalviranje
tekočih aktivnosti in načrtovanih rezultatov in zahteva nenazadnje v posameznih primerih tudi določene kadrovske in finančne zmožnosti, kapacitete. Zato je pred prijavljanjem, še posebej na tako imenovane večje razpise, vedno dobro pretehtati tudi, ali je vaša organizacija oziroma vi kot posameznik osebno, ali ste pravzaprav sploh finančno zmožni sodelovati v eni takšni operaciji, še posebej v primerih, kadar ne govorimo o 80 ali višjem odstotnem sofinanciranju, pač pa recimo 50-odstotnem. Kot so, ne vem, v Sloveniji recimo na področju medijev sofinancirane medijske vsebine, prav tako pomembne za področje kulture in kreativnih industrij. Običajno ima vsak tako imenovan malo večji projekt določenega skrbnika, ki predstavlja uradno osebo za kontakt in usklajevanje o morebitnih spremembah izvajanja projekta. Tako da tudi enkrat, ko so zadeve prijavljene, se jih v določeni meri v dogovoru z sofinancerjem vsekakor da spremeniti. Česar pa se običajno ne da spremeniti, pa so zamujeni roki vmesnih, delnih, končnih ali kakršnihkoli že drugih poročil in obveznosti. S podpisom pogodbe o izvajanju projekta, za katerega bomo prejeli sofinancirana javna sredstva, se namreč prijavitelj zaveže, običajno, da bo projekt izvedel v celoti, v vseh 100%, ne glede na odstotek sofinanciranja. Zato je to ponavadi ena od ključnih omejitvenih vstopnih točk, še posebej za manjše organizacije z področja kulture in kreativnih industrij. Ne glede na razmere v slovenski domači politiki in nenazadnje nazadovanje kulturnega modela, ki smo mu priča z politizacijo strokovnih komisij in nenazadnje odločanja Ministrstva za kulturo glede imenovanja, glede razdeljevanja javnih sredstev in imenovanja najvišjih kadrov v javne zavode na področju kulture, pa se vendarle zdi, da onstran meja obstaja neko večje zavedanje o pomenu in prihodnji vlogi kulture in kreativnih industrij kot nekega gonila k ne samo materialnem, ampak nenazadnje tudi duhovnem obnovi Evrope. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je kot eno od temeljnih iniciativ svojega mandata predstavila pobudo za novi evropski Bauhaus, v katerem naj bi akterji iz različnih področij razmišljali o novih načinih bivanja na presečišču kulture in umetnosti, znanosti in gospodarstva. Pričakovati je, da se bo v prihodnje tudi vse več držav po vzoru Nemčije odločalo za programe, kot so Neustart Kultur, s katerimi 1 milijardo evrov želi Nemčija zagotoviti, da bodo delujoči na področju kulture in kreativnih industrij ostali v svojih poklicih in da se bodo pravzaprav aktivnosti ohranile tudi po epidemiji. Tako da meni se zdi, da za področje kulture in kreativnih industrij v vsakem primeru prihajajo neki pozitivnejši časi, čeprav kot običajno Slovenci malo zaostajamo.